Bili so mladi fantje, mladi partizani, ki za svobodo so živeli. Borili z ramo se ob rami, junaško skupaj so trpeli. Iz gozdov so gnali vse sovrage, ki našo zemljo so grabili. Pogum, mladost, življenje, bila je cena njih, ki so postavili se v trpljenje. Ponosni smo na vas, nikdar ne bomo pozabili. In hvala vam, tovariši, zdaj rod slovenski tu živi. Tovariši in tovarišice, danes smo se zbrali tu, nedaleč od Mrzle doline, kjer so 15. aprila 1943 ugasnila 4 mlada življenja. Egidi, Viktor, Finko in Ivan, naši sokrajani, so tu podlegli v neenakem boju s fašističnim sovražnikom. Sovražnikom, ki jih je tu ranjene odkril zaradi izdaje. Dobrodošli, hvala vsem, da ste prišli. Naslednjega bom povabil našega slavnostnega govornika. Žal se je Miha Kordiš, ki je bil prvotno načrtovan za slavnostnega govornika, moral zaradi bolezni opravičiti. Hvaležni smo mu za pripravljenost za sodelovanje in mu želimo hitro okrevanje. Zahvaljujemo pa se tovarišu Gregatu Hribu, sociologu, zgodovinarju in kolumnistu, da je bil pripravljen na tako kratek rok vskočiti in pripraviti današnji slavnostni nagovor. Predtem pa še ena recitacija. Zgodovina. Daleč, daleč je že tisti dan, ko s puško na straži je stal partizan. S pogledom, usmerjenim iz hoste na plano, čeprav je bil mraz in deloval je zaspano. Boril se je s pancem, strmel temno noč, da sovražnik zajel jih ne bi v obroč. Daleč, daleč je že tisti dan. Kdo ve, ali še živ je ta partizan, ki s puško na ramo stopil v domovini je v bran. Kdo ve? Mogoče na fronti ga strel je zadel, pod ognjem sovražnika kot cvet je uvel, izgubil življenje za domovino. Slava mu, danes mi tukaj svobodno živimo. Tovarišice, tovariši, danes smo se na tem mestu zbrali, da počastimo pogum in hrabrost 4 antifašističnih borcev, ki so tu umrli pred 83 leti. Potem, ko so se ranjeni v bojih s sovražnikom v Savskem Hribovju uspeli mukoma pribiti do tukajšnjih krajev, so ti možje zatočišče in skrivališče našli v objemu gozda. Zavedni krajani, ki so podpirali narodno-osvobodilni boj, so ranjenim antifašističnim borcem nosili hrano in jim pomagali. Žal pa so partizani kmalu postali žrtev izdaje. Domači izdajalci so novico o skrivališču prenesli italijanskemu okupatorju in mlade življenja 4 partizanov so bila 15. aprila 1943 tragično končana. A to ni edina obletnica, ki jo obeležujemo v teh dneh. Ravno na včerajšnji dan, pred 89 leti, se je odvil dogodek, ki je še mnogo pomembneje zaznamoval našo antifašistično borbo. Na ta dan je bila namreč na Čebinah nad Trbovljami ustanovljena Komunistična partija Slovenije, ki je pozneje postala vodilna sila narodno-osvobodilnega boja. Kongres novo ustanovljene stranke, na čelu s takrat komaj 25-letnim Kidričem in le 2 leti starejšim Kardeljem, je bil organiziran v strogi tajnosti na Čebinah, ko so sprejeli manifest, ki je povezal razredna in nacionalna vprašanja ter izpostavil nevarnosti, ki so grozile slovenskemu narodu v strani nacifašizma.
Čez 9 dni pa sledi še ena obletnica, najpomembnejša obletnica za vse slovenske antifašistke in antifašiste. V noči 26. na 27. april 1941 se je v Vidmarjevi vili v ljubljanski Rožni dolini namreč odvil ustanovni sestanek Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Le 2 tedna po italijanski zasedbi Ljubljane so se namreč tam v strogi tajnosti zbrale napredne politične skupine, ki so že pred okupacijo sodelovale skupaj znotraj Društva prijateljev Sovjetske zveze. To so bili Komunistična partija Slovenije, Krščanski socialisti, levo krilo liberalnih sokolov in napredni kulturniki. V času, ko je Hitlerjeva Nemčija v okupirani Evropi nizala ozemeljske uspehe in se je zdelo vsakršno upanje na vojaški preobrat za manj, v teh časih se je peščica antifašistov drznila zasedbi in razkosanju slovenskega ozemlja napovedati oborožen odpor. Prepričan sem, da bomo čez 9 dni o temu dosti poslušali. O tem bomo brali v medijih, na socialnih omrežjih, o tem bodo govorili vladni politiki, visoki gosti bodo polagali vence in cenjeni govorniki bodo te zgodovinske dogodke brez dvoma povzemali na različnih proslavah. A nečesa žal verjetno ne bomo slišali. In zato se čutim dolžnega, da to izpostavim sam na tem mestu. Narodno-osvobodilni boj ni bil zgolj boj za nacionalno osvoboditev, temveč tudi boj za socialno emancipacijo. V 7 geslih Osvobodilne fronte iz junija 1941 je bila namreč naznanjena obljuba, da se po osvoboditvi stari kapitalistični red, ki je povzročil 2 svetovni vojni, ne sme nikoli več vrniti. 6. izmed 7 gesel Osvobodilne fronte se namreč glasi: brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirni narod ne more osvoboditi. Uspeh narodno-osvobodilnega boja je namreč temeljil tudi na zahtevah širokih ljudskih množic po pravičnejši družbeni ureditvi, ki bo zamenjala pred vojno razredno izkoriščanje. Po zmagi nad fašizmom je bila Osvobodilna fronta s komunistično partijo na čelu še vedno dolžna izpolniti tudi obljubo socialne osvoboditve in preprečiti povratek predvojne buržoazije in reakcionarnih meščanskih sil na oblast. Šele z izvedbo revolucije in začrtanim programom izgradnje socializma je Osvobodilna fronta pod vodstvom komunistov uspela dokončno izpolniti svoje temeljne zaveze. A desetletja pozneje so bile te zaveze tragično prelomljene. Zveza komunistov Slovenije se je s koncem 80-ih dokončno preobrazila v stranko meščanskega tipa. Prve ključne reforme v smeri restauracije kapitalizma pa so začrtali že jeseni 1989, v naslednjem letu pa je tudi sledil začetek divje privatizacije družbenega premoženja. V naslednjih letih je sledilo tudi nadaljnje privatiziranje večine podjetij v družbeni lasti, od katerih so bila številna prepuščena tekunizaciji in propadu. Domačim ter tujim posestnikom in nekdanjim lastnikom z rimsko-katoliško cerkvijo na čelu so oblasti izročile zajetna bogastva v obliki številnih nepremičnin in zemljišč. Prišlo je do množične razprodaje javnih stanovanj ter de facto ukinitve stanovanjske politike. Poleg številnih drugih neoliberalnih reform, ki so postopoma zajemale novo nastalo državo, se je ta pričela še temeljiteje vključevati v institucije zahodnega imperializma z NATO paktom in Evropsko unijo na čelu, s čimer se je Slovenija še dodatneje vojaško, ekonomsko in politično podredila interesom Washingtona, Bruslja in Berlina. Za včlanitvijo v obe že omenjeni združenji leta 2004 ter prevzemom evra leta 2007 se je Slovenija tako tudi dokončno odrekla večini svoje nacionalne suverenosti. Poleg pretrganih zavez Osvobodilne fronte o socialni osvoboditvi je Republika Slovenija pretrgala tudi zavezo nacionalne osvoboditve. Naša vlada je lansko leto tako odločila, da bo povečala vojaške izdatke tako, da bodo ti do leta 2030 dosegli 3% BDP letno, morebiti pa se bodo povzpeli vse do 5%. Vse to seveda ne za obrambo lastne domovine,
in njenih ljudi, temveč za interese tujih velesil in njihove oboroževalne industrije ter nenasitne sle kapitala, ki na Zahodu izgublja globalno tekmo za prevlado. In kot pravi staro marksistično geslo, ko kapitalizem gnije, smrdi po fašizmu. V zadnjih tednih se navedno jasneje zarisujejo obrisi neke nove oblasti. Oblasti, ki prav tako smrdi po fašizmu. A ne smemo se slepiti. Družbene strukture, ki nam vladajo zadnjih 36 let, so bile nagnite že mnogo prej. Nova skrajno reakcionarna vlada bi ta proces gnitja zgolj še nekoliko pospešila. Tovarišice, tovariši, bodimo iskreni. Pretijo nam težki časi. In če se hočemo resnično zoperstaviti dokončnemu družbenemu krahu, si moramo najprej razjasniti nekatere stvari. Narodno-osvobodilni boj ne sme postati folklora partizanskih proslav. Antifašizem ne sme postati fraza tistih politikov, ki prisegajo na rdečo zvezdo, a z vsakim svojim političnim dejanjem znova in znova izdajajo. V času, ko nas je globalni kapitalizem prevedel na rob prepada in svetu grozijo okoljska kriza, groteskne ekonomske neenakosti, vzpon fašizma, imperialistični spopadi in morebiti celo grožnja jedrske vojne, v takem času je lahko antifašizem samo revolucionaren ali pa ga ni. Tovarišice, tovariši, šele če pridemo na čisto s tem, šele tedaj ima naš upor količkaj smisla. Naši predniki so se odločili za upor v najtežjih časih in to je naša naloga tudi danes. Naj zgolj še zaključim v borbenem duhu. Živela Osvobodilna fronta, živela Komunistična partija Slovenije, živela socialistična revolucija. Smrt fašizmu. Slovo. Ko luna je sijala mirno nad oblaki, je tiho skrila fante, ko so utihnili koraki. Nihče ni rekel v slovo, nihče napisal pisma, le roka je prijela za roko, po obrazu solza je kanila. Zakaj? Zakaj mladost je ugasnila? Zakaj ste morali umreti? Zdaj le šepet iz groba govori. Zato, da lepše je sedaj. Zato, da boljše je živeti. Tovarišice, tovariši, preden zaključimo današnjo prireditev, naj se vsem zahvalim, da ste danes počastili spomin na naše sokrajane. Posebej se zahvaljujem našemu tovarišu Gregatu Hribu za njegov odličen govor. Zdaj pa bodo delegaciji krajevne organizacije Vevče Zgornji Kašelj in politične stranke Mi socialisti pri spomeniku položile vence v spomin. Tisti, ki želite, se nam pridružite, nekaj poti skozi gozd, da se še pri spomeniku poklonimo spominu. Ostali pa vabljeni že zdaj na tovariško druženje, enako kot lansko leto, pod Kozolcem nas že čakajo tovariši z pripravljenim okrepčilom. Preden pa se odpravimo do spomenika, pa še ena pesem. Osemdeset let svobode. Se zavedamo, kako srečni smo otroci, otroci rojeni po vojni, rojeni v svobodo. V svobodo, ki so jo izborili naši predniki, v svobodo, za katero so padala življenja.
V boju za svobodo, za domovino so padale žrtve. Sovražnik je požigal, izseljeval, zapiral in ubijal. Marsikdo je zaključil svojo pot v taborišču, a za domovino, za svobodo so dali življenja. Niso oklevali, dokler sovražnik ni bil premagan. Zavihrale so zastave, začela se je prenova, posijalo je sonce, sonce svobode. Obnova, gradile so se ceste, proge, obnavljali domovi, donele so pesmi, pesmi svobode in ponosa. Domovina pa je tudi žalovala. Žalovala za žrtvami, ki jih nikoli ne smemo pozabiti. Posebna hvala še Rusalkam za današnje recitacije, zdaj pa kot rečeno se odpravimo do spomenika. Super ste. Hvala, veselilo. Ne boš več. Hvala, da ste prišli tu skupaj do tega kraja, kjer so naši tovariši dočakali svoj konec, kjer so raje izbrali kroglo iz lastnega orožja, kot da bi padli pod streli okupatorja ali še huje, bili od njega živi in ujeti. Poklonimo se jim najprej z minuto tišine. Slava padlim za svobodo. Še enkrat hvala vsem na udeležbi in naši slovesnosti, komemorativni in tu na polaganju vencev, pa se vidimo potem na tovariškem.